Ksenija Šovš, ruski jazik, 7. klasa, 2. godzina. Nominativ. Dobry dzień, mili školjare. Predložujeme z našima TV hodzinami. Našore nam 2. godzina, to bude godzina gramatiki. Budeme učiti o nominativu, o jeho služboh, značenju, jak ima u vyrečenju, jak še hasnuje. Zdohadnice še, že sme ostatnju godzinu u školskih lavkoh, teraz u tim periodze, učeli o pripadkoh, ktori to pripadki, i jak ih prepozname, jak odredzime, že ktori to pripadok u vyrečenju, jak najljehčejše prepoznat, ktori pripadok, že bismo vecka normalno mogli jeho značenje, jeho funkciju, službu odredziti. A všelijak, že še toho zdohadnjeme, dok budeme učiti o nominativu teraz. Napišeme naslov. Nominativ odvituje na pitanja kto, co. Verim, že ste še šitski zdohadli. Pripadok, ktorý dobre poznáte, učili ste iz srpskого jazika. Nominativ, jedini pripadok, ktorý nema primenovniki. Znači, nominativ vše bez primenovnikov. Ti sme hvareli, že kto pitanje hasnujeme za daco žive, a co za daco nežive. Jak budeme, znači, nješka robic, nadpominam vam, treba vam teka najbaže, može biti i gramatika pri koncu, a već si budeme pisat, zapisovat vyrečenja i ih značenja. Perši priklad, ktorý napišeme, taki jednostavni, znači, že vše za gramatiku vyberame ljehkih vyrečenja, že bi se mohli barže to značenje gramatične rozumiti, jak dajake poručenje vyrečenja. Teka klajbas i knjiška stali na stolje. Znači, teka, klajbas i knjiška stali na stolje. Nje zabud se provaditi, či sam nje napravila dajaku hrišku kad pišem. Zna se, že vše treba, že bi se me vi praveli. Teraz ja vas nje možem čuti, ali vi všelijak u svojih tekoh, ljebo mi javice. Znači, odrezujeme, gledame nominativ. Teraz nas interesuju to ti slova. Teka, klajbas i knjiška. Jak postavljame pitanje, tak, že ih zakrijeme. Ja to teraz njebrz možem pre kameru skroz, že bi mi obracala hribet, ali vi možete. Zakrijete zos ruku teka, klajbas i knjiška i postavice pitanje, znači na to, co zakrijeme, postavime pitanje. Kto stali na stolje? Ljeboljem perše za jedno. Teka, kad zakrijeme, znači co stalo na stolje? Co stalo? Klajbas, knjiška, ali sme hvareli, že vše postavljame obidva pitanja. Znace preco, pretože genitiv, akuzativ maju pitanja, ktori podobni, takže bi se nje pohrišeli, že či genitiv, či akuzativ, obovjazno vše postavljajce obidva i za žive i nježive, hoće teraz robi všelijak o nježivim. Znači, tu sme sigurni teraz, že to ti pitanja, to budu kto, co. Kto, co i že to pripadok već ljehko nominativ. Budeme tak označovac, zos n. Rozdumajce, znači prepisujece i rozdumujece.
Jaka by to bola funkcija alebo služba u vyrečenju, kedy hasnujeme, znači nominativ jedno od jeho značenjoh. Evo, ja vam pomohnjem. Znači, to osnovna forma premenljivih slovov. Co znači premenljivih slovov? Da máme na menovníky, na prikmetníky, zamenovníky, číslovníky. Znači, to je osnovna východná forma i hasnuje še, znači, nominativ vše u slovníkoch. Vše u slovníkoch. Nie položiše slovo do slovníka u genitivu, povedzme, lebo nominativu že tejku, pretože bi vecka bilo problemi. Znači, tu zboku napišeme osnovna forma premenljivih slovov. Išće raz, perše značenje, perša služba nominativa, osnovna forma premenljivih slovov. Tak jediše hasnuje i východna, a da vam lehčejše osnovna forma. To bi bilo pod 1. Dalje zapišeme priklad taki, naslov knjižki, vam poznata, ja vam napišem i to. Dakle, zviše, že bi sme mali mesta. Evo, može biti položime ih vizdočki, navikli se na njih. Naslov knjižki. Tom Sawyer, pa še zdohadnjeme tak i našej lektiri. Mark Twain. Pisatelj Mark Twain. Tu všelijak, že bi mohlo biti ще prikladi, jak manifestacija červena ruža, ja njem tak napišem. Znači, tak, preprostor. Červena ruža. I dajaki, povedzme, tabli, nadpisi, kula, kerestur, nazvi firmoh i tak dalje. Znači, to bi bila druga služba rozdumajce, kad davame meno, knjižki, manifestaciji, že jaka bi to bila funkcija služba. Jak bi sme ju navolali, znači druga služba nominativa rozdumajce. Navolame ju, že je menujuca forma. Prebacenie forma. Evo, teraz sam čula i sama svoj lapsus. Menujuca služba, lebo funkcija druga. To ti vam može biti nije tak zvičajni, nije tak se ih navikli na njih. Podsahnjeme Tom Sawyer i červena ruža. To ti co budeme dalje spominac, budu vam bližši. Ali všelijak musíme i od tih rušic. Povedzme, u 5. klasi sme učili taki vjerečenje jak švitanje, dokola, cihos, jar, škola. Švitanje, znači še raz, jar, toto ja, to veljke. Cihos, dookola cmota. Zdohadnice še u 5. klasi, a vjerečenja su, maju ljem jedan glavni člen. Jak sme ih navolali? Znači to
bude jeden hlavni člen, nie dva, ta su jednočlenovo vyrečenja, majú len subjekt, a poneže on u nominativu, vidíte v jazu, to bude druga funkcija, lebo služba u nominativnih vyrečenju še hasnuje. Takže po njim i volaju. Znači, u nominativnih vyrečenjoh. To bi bila treca. Poprepisujte. Pa zapišeme sljedujuće vyrečenje. Veseli dzeci behaju po parku. Veseli dzeci behaju po parku. Tu podsahnjeme, evo ja nje podsahla u tih vyrečenjoh, ljemše vracim, ali to šitski to ti švitanje jar, cihos, dokola nje, ali cmota, znači pre to sam zažljem sela podsahnuc. Veseli dzeci. Znači i tu ja prizabulaljem postaviti znači pitanje, že naslov knjižki, znači hto co tom sojer, lebo hto co švitanje, znova še pitame, behaju po dvore, ker tak sklonime. Nazdavam še že vidzice, to tu čas. Behaju po dvore i logične pitanje bude, i to sme naučili, že pri učenju pripadkoh bar nam bude pomagati logika i budeme ju rozvivati. Znači, hto co veseli dzeci. I zaš zapišeme. Hto co veseli dzeci, nominativ. Dumam, že to šitski znace, že se odhadli takoj, že to ta najvažnejša služba, u stvari može biti ljepše povest, najčastejša služba, najvažnejša u tim smislu, že je poznati, nominativ poznati po tej službi, a to znači, že je subjekt u vyrečenju. Subjekt u vyrečenju i tu povjazujeme gradivo z pijatu klasu, učeli sme členi vyrečenja, hlavni členi i hvareli sme, že važne to zapametati, naučiti, bo nam u 7. klasi bude znati, evo vidice, už sme sihli do toho. Znači, najvecej še to ta služba hasnuje, že je subjekt u vyrečenju. Poprepisujte i to ti vyrečenja i službu. To už štvarta. Moj brat gimnazijalec može biti Mižo bu perši, Maja vredna, povedzme, teka moja i tak dalje. Teraz podsahnjeme slova gimnazijalec i bul perši. Znači, moj brat gimnazijalec. Znači, moj brat, hto co, znova, hto co,
Znači, sigurni sme, že to nominativ. Mižo, bul, hto, co, perši. Znači, tiž nominativ. I tu na rokom sam vam dala taki priklad, že bi se vidjeli, moj brat je gimnazijalec, ktorý mi nje hasnujeme, ali že bi vam bilo lehčejše vše sebe zo srpskim porovnajce, že moj brat je gimnazijalac, znači u srpskim jaziku máme pomocne slovko je i već ka lehko odreziti to tu službu i prepoznac. U ruskim jaziku nje hasnujeme je, ljemu dajakih situacijoh, povedzme hladnije, dobrije, ali tu nje poveme, že je gimnazijalec, moj brat gimnazijalec. Mižo, bul, perši, tu máme pomocne slovo, znači to vam pomogne. Możemy i tu, moj brat bude gimnazijalec i takše možete preverjovac i već kad vam bude lehčejše, že bi se nje pohrišeli u odrezovanju funkciji, to je službi, ako ma u vjerečenju. Znači, tak sebe, znate, že vše to utorime, že na veci sposobi preveri, že bi se bili sigurni, bo da kediše može zabuniti. Teraz znova vam ohabijam času, že bi se tako zrozdumali, že jaka to bude služba, spomnit sme na rokom to ti pomocniđije slova. Znači, to bude menska čas menskого predikatu. Znači, normalno, bul nam ljem pomahalo, až može bud, že bi se še nje pobunjeli. Ja to sela zaokružit jak menski predikat, šitsko, že bi vam bilo ljehčejše, ali poneže bul, hej, nje možeme analizovat jak nominativ, ja teraz toto na rokom, znači viserala i pa trimeljem na perši i gimnazijalec, znači menska čast menskoho predikatu. I to gradivo zos 5. klasi. Znači, menska čast. Preco čas. Šitsko vjedno bul perši, to šitsko vjedno bude menski predikat. Ale miljem totu čas patrime, ta preto je menska čas, bo to menske slovo, či slovnik, menovnik, lebo teka moja za menovnik i preto je menska čas menskoho predikatu. Evo to bude slidujušća, znači obrobena služba nominativa, poprepisujte sebe, a ja vam slidujušće vjerečenje prečitam i napišem. Povedzme take, že Sušet bači Jankov čas stava, Melana moja šestra odputovala i podobni. Sušet bači Janko čas stava. Teraz podsahnjeme bači Janko. Znači Sušet bači Janko čas stava. I to znova gradivo 5. klasi, vracame še do 5. klasi i zdohadnjeme še, že znova, keď še pitame znova, máme Sušet, tu máme, že hto co, hej, i tu máme nominativ, ali nas teraz interesuje bači Janko. Znova, keď zakloníme toto, vam bude to ljehčejše, bači Janko, znova še pitame včas stava, hto to tot, hto včas stava. I Sušet, znači kad bi sme mali bači Janko, ljem Sušet včas stava, znači hto okončuje robotu, mali sme už subjekt u vyrečenju, znači ktorý ukazuje okončovatelja, lebo hto okončuje tu robotu, to Sušet, a bači Janko, znači znova hutori coška o Sušedovi, dava mu nove meno, novi podatki, že von bači Janko
i my znamy već, že to bude, ajde dakus počekame, da nje ponavljam, vi še probujte zdogаднуть to dodatok subjektu, znači bači Janko, dodatok subjektu, probujte še zdogаднуть, da kedy vam bol češki to druhorjadni člen vyrečenja. Evo, teraz so povtorujeme. Apozicija. Nazdavam še, že ste zdogадli. Znači, apozicija služba, apoziciji. Mož povezlim, že apozicija, a mož i služba apoziciji. To bi bila už 6. služba nominativa u vyrečenju. Znači, nahlašujem, najčastejše je subjekt vecka u nominativnih vyrečenjoh, menska čas menskoho predikatu. To tak najčastejši, ali normalno i hevtišitski drugi, to nominativ, služba nominativa. Sljedujuća služba, to je vyrečenja, ktorý zapišeme, že by sme vjedno zaključili, že jaka to služba, to bude, povedzme, budu virazi, dobri jak hljeb, pa vecka, drobni jak mak, pa visoki jak drabina, pa švitki jak zajac i podobni virazi, ktorý mi ispominali už na hodzinoh. Tu teraz popodsahujeme slova dobri i hljeb, hej, obidva možeme, bo sme hvareli, že še prikmetniki, hej, zamenovniki skladaju rodu, číslu i pripadku so zmenovnikom. I znači i drobni i mak, može biti ljehčejše budzelim hljeb, perše, znači hto co, znači dobri jak hto co. Tu teraz ljehko zaklonic. Znači nominativ, tiži to nominativ. Vecka drobni jak mak, znači jak hto co, znova bude nominativ. Tu vam može dakus bude češće odredzi, že jaka to služba, nema da jake okremne meno, ali to u stvari bi bilo hasnovanje u virazoh, tu viražovanje, porovnovanje, hej, ali miljem napišeme, znači hasnovanje u virazoh. Znači, i to ta služba u virazoh, to ostatnja služba, ktorú mi preučujeme, učíme, znači u 7. klasi. Ja verim, že vam bilo jasne, že to ti šitski službi, z veljima sme še už ponjacami stretali i to vam povjažece teraz i to vam bude tako ljehčujuce u učenju i že ste poprepisovali, normalno co se nje rozumeli, dodatne išće vežbi, to ti su zadatki domašnji, jak su i na prethodnej hodzini, to šitsko dostanjece, znači prek Google učalnje, lebo na dejaki drugi sposob prek interneta, prosto teraz i pre tablu i nje možeme šitsko posihnuc i že bi še toto zljehlo dakus, že bi se o tim rozdumovali, znova prešli sami, či rozumice to ti službiči, nje rozumice. Ja bi tu znači teraz zakončela i znova vas pozdravljam, doviđenja, vidime še.